Mi je zdravnica razlagala, kaj vse me čaka, jaz jo sploh nisem več slišala, ne. Samo odmevalo mi je neozdravljiv rak, bolezen. Vse negativno. Ampak pol pa, ko malo prespiš, se pa moraš ti tudi sam dvigniti, ne. Ne gre drugače, moraš se odločiti, ali boš to pač sprejel, da pač je to rak, ali pa ne boš, ali pa se boš smilil sam sebi, ne. Ampak prva opcija je vedno boljša. Ker ne smeš priti v cono tega, da si žrtev. Prvo operacija, obsevanje, prva kemoterapija in presaditev. Spoznala sem ogromno zdravnikov, ogromno medicinskega osebja in prav hvaležna sem, da sem spoznala točno te ljudi. No, po 2 letih, skoraj 2 letih sem doživela pač ponovitev, in zato sem mogla ponovno iti na kemoterapijo. Se pravi, v začetku leta sem imela relaps, potem pa je maja sledila že druga avtologna presaditev. Potem so mi tudi pač zdravniki svetovali, da gremo še v alogeno presaditev. Tako da ja, zdaj sem trenutno v obdobju, ko čakam na svojo tretjo presaditev, tako da sem že navajena, da imam očitno v tem življenju več življenj. Rakavi bolniki imamo kar več možnosti. Od teh presaditev do različnih kemoterapij. Na voljo je ogromno bioloških zdravil. Vedeti moramo, da se ravno pri krvnih rakih medicina non-stop razvija. Recimo presaditve so pred 30 leti bile revolucija, ne. Zdaj imamo že kar te, ne. In pri nas v Sloveniji, ne glede na to, koliko ljudi govorijo čez neko zdravstvo, ne, dejansko spoznaš, ko zboliš, kako fino zdravstvo imamo, to si upam trditi. Če recimo primerjam Združene države Amerike, je zelo žalostno, ko pišejo na Facebooku, da nimajo za zdravilo, da bojo tudi umrli. In jaz se pa s tem ne rabim sekirati, razmišljati in sem temu zelo hvaležna. Nisem prva, nisem zadnja, ki sem zbolela za rakom. Rak ne bo v naši družini najbolj grozna beseda, ker bolezen te na nek način očisti, spremeniti neko mišljenje. Ti moraš biti hvaležen, da se vsak dan zbudiš, da ni za več časa za malenkosti, one negativne, pa da se preveč jeziš, pa da vzameš vse osebno. Enostavno v mojem svetu ni več časa za to, ker meni se mudi živeti.